Mihael Tolstoj dela in nadgrajuje projekt Deo Soli Ptuj. Z njim predstavlja ptujske mitreje in splošni pomen mitraizma. Ob obeležitvi 30. obletnice suverene Slovenije je projekt Deo Soli Ptuj prešel v naslednjo fazo, katere jedro je aktivna promocija ptujske kulturne dediščine. To promocijo projekt ptujskega mitraizma izvaja že nekaj let in ga skozi različne kanale predstavlja svetu, Sloveniji in Ptuju. Projekt Deo Soli je aktivna predstavitev ptujskega mitraizma, ki traja že od leta dejansko 2018 in zaobsegamo 1590. obletnico prve pisne omembe Ptuja do 30. obletnice Slovenije. In ker gre za zelo zahtevno tematiko in tudi projekt, ki mora pustiti trajne sledi, ne biti samo nek dogodek ali pač nekaj omejeno na leto, pol leta, predstavljamo zadeve korak po koraku. In sedaj je mimo 25. junij, se pravi 30 let Slovenije, in je šla ven nova platforma, kjer bomo za občinski praznik, ptujski občinski praznik letos objavili enourni oziroma celo dlje kot enourni dokumentarni video o ptujskem mitraizmu. Digitalni prikaz 1., 3. in 5. mitreja ter dokumentarni video bo natančno predstavil ptujske mitreje, prav tako pa bo pojasnil, kaj mitraizem je. Zadeve smo se lotili tako, da tematiko predstavimo od nivoja predstavitve samih eksponatov do nivoja, kaj mitraizem je, se pravi vseboval bo kompletno informacijo o mitraizmu in tudi o ptujskem mitraizmu. Mitreji in mitraizem so izrednega pomena za Ptuj. Pomembno je, če konkretno pogledamo ptujski mitraizem, lahko Ptuj uvrstimo med same svetovne centre mitraizma po ohranjenosti eksponatov, in če se tako malce pavšalno izrazim, je mitraizem predhodnica krščanstva, se pravi, ko se človek prične zavedati, kakšno bogatstvo je to, ne samo v materialnem oziru, je hitro jasno, kako veliko pomembnost v identifikaciji Ptuja doma in tudi izven to dosega in dejansko kakšno pozornost zasluži. V projektu Deo Soli Ptuj aktivno sodelujejo Mestna občina Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Agencija Toš in Hotel Mitra Ptuj.